Dober dan. Živijo. Imamo izreden komentar evropskih volitev, se pravi v ponedeljek od srede do srede. Dolgo smo čakali na rezultate. Rezultati so pa, kar se Slovenije tiče, kot ćva reči, izenačeno? Predvidljivi, ne? Predvidljivi. Kar skladno s tem, kar so ankete napovedovale, ne? Ja, s tem, da so ankete vnaprej povedale, da da ne morejo z gotovostjo napovedati, ne, veš, ali SDS plus SLS dobijo 2 ali 3 mandate. Hkrati je bilo precej negotovosti glede tega, koliko mandatov se obeta lahko, recimo Desusu, Levici, stranke Alenke Bratušek. Tako da ankete so tokrat bile, po mojem, premalo sofisticirano orodje, da bi se dal zares napovedati, ne. Leta 2014, ne, leta 2014 je blok, ki sodi v Evropsko ljudsko stranko, 5 mandatov pobral, zdajle ima ta blok 4 mandate. Je to neuspeh za Evropsko ljudsko stranko oziroma za kandidate, ki sodijo pod okrilje Evropske ljudske stranke, ali gre za, kot po drugi strani lahko beremo interpretacije, za zmago bloka SDS, SLS, Nova Slovenija? Če jaz prav razumem, je krščanska EPP zgubil v Nemčiji 43 glasov, sem prav to? Mislim, jaz vem, da je v celotnem Evropskem parlamentu Evropska ljudska stranka bila tista skupina, ki je šla... Šteje se za poraženko. Ki je sicer relativna zmagovalka, vendar šibkejša, kot je bila pred 5 leti. Ja. Pri nas je ta trend precej podoben. Pri nas je tako, da je, če pogledamo zdaj politično, po taktično oziroma po instinktu, ne, je bil Janša spet tisti, ki je imel nos, ki je imel pravilen političen instinkt, ne, in je dojel, da če bo samostojno kandidiral, bo izgledal kot poraženec, če se bo povezal, bo izgledal pa kot zmagovalec, in to mu je uspelo. Se pravi, on je prej imel koliko, 3 ali 4? 4 jih je imel prej, ne? Prej imel 3 mandate, oziroma se pravi pred 5 leti je SDS zbrala 24,8% glasov, tokrat pa 26,4% glasov, ne? V obeh iteracijah evropskih volitev je to naneslo 3 mandate, ne? Ja, en mandat pripada SLS-u, ne? 2 mandata predstavlja SDS-u, prej jih imel pa 3. Ampak kakorkoli obrnemo, recimo zdaj se bo Evropski parlament, taka so predvidevanja, moral sestaviti ne več v veliki koaliciji črno-rdeče, to se pravi socialisti pa EPP, ampak bo moral iskati širša zavezništva, ki bodo bila uperjena proti suverenistom oziroma nacionalistom in populistom. To se pravi, nekateri govorijo o tem, da bo, ne vem, ta del, ki je kozmopolitski, ali kakorkoli že to lahko imenujemo, proti tistim, ki v bistvu rušijo Evropo. Seveda, eno veliko vprašanje je, zakaj bi nekdo kandidiral v Evropo, če jo ruši, ne? Recimo Nigel Farage je tipičen primer, ki je pobral 30% glasov, ampak po drugi strani so bili po Angliji tudi drugi glasovi, ki so bili proevropski pa v večini, ne? Največji poraženci tam so itak Toriji pa laboristi, ne? Se pravi, so popolnoma novi trendi. Ne glede na vse, se mi pa zdi, da je ta evropska zgodba pomirjujoča pač na tej ravni, da ljudje hočejo imeti Evropsko unijo, hočejo imeti politično ureditev, kakor je zastavljena, vendar sporočajo, da je za dozdajšnjo načinom upravljanja nekaj narobe in da je treba postaviti neke nove vzorce. Se pravi, relativno zmagovalci so tisti, ki so se vsebinsko opredeljevali, recimo zeleni, liberalci, ALDE je pridobil veliko, ne? Levica je izgubljala, ne? Je izgubila. Potem seveda na drugi strani pa triumfirajo nacionalisti, ki se, saj ne vem, čeprav razumem, se Le Penova deloma umika od razdiranja Evrope, ampak še vendar pa velja za nacionalistko, to je ona premagala Macrona, ne? Macron se je potem postavil nekam vmes med liberale pa socialiste, še bomo videli, kaj bo, na vsak način je proevropski, Salvini je pa svoja zgodba, Italija je svoja zgodba, ne? Ampak tudi tam se pojavlja tista demokratska, ki
nakazuje, da Italija kljub vsemu gre lahko v nek nov cikel. Pri Orbanu je bilo pričakovano, pri Poljakih je bilo pričakovano, celoten razrez bo pa preprosto tak, da bodo tisti, ki bodo koncipirali Evropo v duhu zdajšnje Evrope oziroma v duhu ustanovnih načel Evrope, lahko sestavili večino. Bojo pa morali se premešati, ne bodo morali zeleni biti zraven, bodo morali liberalci biti zraven in tako naprej, tako da sporočila niso sploh ne slaba. Predvsem niso enoznačna. Ne? Zdaj, če šivava veliko evropsko sliko z slovensko, ne? Vidimo, da je v Sloveniji deloma trend obraten kot v celotni evropski sliki, ne? Da je v Sloveniji SD kot članica socialističnega tabora pridobila en mandat. Če pa gledamo v absolutnih številkah, je pa recimo 32.000 glasov, kolikor jih je SD dobila pred 5 leti, SD izrazito skočila na 88.000 glasov. Ne? Ja, zato jo opredeljujejo za relativno zmagovalko, ne SD. Dobila 2 mandata. Ja. Medtem ko po drugi strani pa mislim, da je značilnost Slovenije tudi ta, da stranke, ki so tam recimo blizu liberalnemu taboru, so pokazale premalo politične modrosti in zaradi tega je rezultat liberalcev, pravi pripadnikov skupine ALDE, v Sloveniji slabši, kot bi lahko bil, če bi prišlo do povezovanja v smislu, da bi LMŠ, stranka Alenke Bratušek, Cerarjeva stranka nastopile skupno listo. Ne? Ponovno kar soliden rezultat liste Marjana Šarca, čeprav je lista Marjana Šarca šla s prvo kandidatko, ki je v politiki izrazita novinka. LMŠ je za mene osebno zanesljiva zgodba o neuspehu oziroma o izgubljenih priložnostih iz 2 razlogov. Prvič je tako, ne, če bi kandidiral na način, kot tudi je LMŠ kandidirala in bi med te kandidate uvrstila noter res dobre kandidate, take, ki imajo res močne koncepte. Se pravi, tukaj ne rabiš visokega populizma, zaradi tega, ker v bistvu že sam lik Marjana Šarca deluje kot afrodizijak volilni. Ne? Se pravi, bi lahko noter dal resnično zelo kompetentne ljudi z politično filozofijo Evrope, Evropske unije in notranjim vzgibom notranje demokracije, neke širine na liberalni podlagi. Ne? Potem bi to bilo smiselno, da bi samostojno kandidiral. Če pa je kandidiral na način, kot je kandidiral, z relativno neizrazitimi kandidati, potem bi bilo pa boljše, če bi se povezal v širšo koalicijo in bi vsi profitirali od tega. Ne? Recimo, zdaj so bili ubiti glasovi Angelike Mlinar, ubiti so bili glasovi Šoltesovi, Levica je izletela, čeprav Levica je že vnaprej povedala, da se bo pridružila pač te Gizijevi skupini in tako ne. Ampak recimo največji poraženec je Cerar, oni so pledirali, da bi, ne, ampak tiste taktične napake, tle se je zdaj pokazalo, kakšna je specifična teža Milana Brgleza. In tudi volilna udeležba baje v Kopru je bila daleč nadpovprečna, ne, v tem volilnem bazenu, ki ga SD zelo dobro pokriva. Ne. To se pravi, Janša je bil toliko moder, da je znal predvideti volatilnost trendov in je šel v povezovalne zgodbe, medtem ko je LMŠ ugotovila, da je močna in da lahko ona to sama unovči in je v bistvu uropala prostor za kar nekaj odstotkov. Ne, ja, mislim, ker če pogledamo, če se štejemo, ne, Desus je 5,6, stranka Alenke Bratušek je 4 odstotke, tukaj je smo že pri 10 skoraj, zagotovo en mandat. Ne. Tako, ne. Dobro, ne. SMC je v resnici zelo nizek odstotek, ne, ampak tukaj je, ne, v tej zvezi, ne, bi bil zagotovo lahko en mandat, ki bi ga lahko liberalna skupina še osvojila. Ne. To je mislim, da zgodba, slaba zgodba, flop zgodba v slovenskih evropskih volitvah, večkomponentna celo, ne? Zato ker prvo, kar je
po moji presoji, za kakšno izjemo, da ne bomo zdaj osebni, ne, smo imeli katastrofalno izbiro, ljudi brez koncepta, strankarske vojake, tiste potem plenilce na dobre plačane položaje, med njimi v strogi desnici celo rušilce Evropske unije, ki bi bili plačani od tega zato, da bi govorili, da bi jo rušili, v resnici pa niti ne bi hoteli zrušiti, delali bi pa zmešnjavo iz nje in tako naprej v stilu Nigela Faragea. Se pravi, to je katastrofa in to je potencialen ubijalec volilne udeležbe. Ne. Volilna udeležba je sicer zrasla, ti trendi, ki so bili, namreč, da je v predčasnih volitvah šlo 70% več ljudi voliti kot poprej, so bili zelo obetajoči trendi, na koncu sicer je bilo višja volilna udeležba kot za 2%. Ampak povprečje evropsko je bilo zdaj čez 50%. Ja. Se pravi, in zdi se mi, da ima prav da imajo prav tisti, ki pravijo, da kampanja pač evropske pisarne nekako ni imela zadosti časa, da bi razvila zadosti ta svoj slogan tokrat pridite, tokrat volite, čeprav verjetno bo analiza pokazala, da se je mladih več udeležilo, kot se jih je poprej udeležilo, ker predvsem je ta kampanja govarjala mlade in to je bilo v redu. Ne. In to je, ne vem, za STA je Manja Toplak povedala to, ne, kar se mi zdi ključno, ne, da je treba začeti zdaj delati pač na dolge proge, se pravi recimo naslednje volitve skupaj z Ministrstvom za šolstvo in v bistvu v šolske programe začeti vklapljati spoznavanje Evropske unije in prevajati to, da prvo, kar je politika, je naša stvar, ni stvar samo teh katastrofalnih kandidatov iz slabe ponudbe čudnih strank, ne, ampak da je to naš polis in da Evropska unija je naša država in da je treba to prevesti v notranjo politiko, se pravi v notranje zdržanje, da bodo tako, kot razumejo Skandinavci, tako kot razumejo Nemci, tako kot razumejo tisti, ki so več kot 50, nekateri 160% prišli na volišče, da jo Slovenci naslednjič prišli recimo vsaj v take višini, kot jih hodi za državnozborske volitve, ne. Ker je tudi nekaj kot 40-45 v najboljšem primeru. Ne. Ja, ali pa 50 minus, počasih 50 plus. Tako, ne. Ja. Ampak to bi se spodobilo, da bi bilo tudi za evropske volitve, posebej v času, ne, in to pa je problem vzgoje oziroma izobraževanja, tudi medijev seveda, logično, ne, da ljudje ne razumejo, da Slovenci ne razumejo, da ne udeležba ali pa ne biti zainteresiran v tako pomembnih vprašanjih lahko pomeni tudi vprašanje narodnega obstoja. Ker če Evropska unija pade, potem smo mi resnično ogrožena nacija. Zakaj? Iz preprostih razlogov, ker smo obkroženi s predatorji. Dobar. Vsaj 3. Ja. Deva še malo anatomijo čisto slovenskega dela volitev gledati. Ne? Se pravi, če pogledamo kandidate Evropske ljudske stranke leta 2014, pridemo do tega, da sta Slovenska demokratska stranka in pa to zavezništvo Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke, da so skupaj prišli do tam 41+ % glasov. Letos imamo pri tej navezi, se pravi SDS, SLS, NSI, rezultat 37-38%, ne, nekoliko, se pravi nekoliko nižji kot nekaj let nazaj. Skok pri nas pa spet pri liberalnem bloku, ne, se pravi EPP mal dol, liberalci mal gor. Tisto, kar je za Slovenijo značilno, je, da zelenih, ne, ki so pa zelo velik del evropske pogače si odrezali, pa ni nikjer. Ja, to je zeleni je pač personificiral Šoltes, ne? Ja. In Šoltes se je povezal z Desusom, ne? In to je bil en moment neke premešave, ko so se programska stališča zelenih pač podredila interesom teh upokojenskih pač zgodb, ne? In to je en hendikep, ne? Bili so pa še drugi, ki bi se lahko v zeleni blok povezali, ne? In to v Sloveniji... S tem, da Desus je itak v liberalni navezi, ne, medtem ko Šoltes kot kandidat Desusa je v preteklih 5 letih funkcioniral v tem polju zelenih. Ne. Ja, in Šoltes je bil izvoljiv. In se čudim, da ni bil izvoljen, ja. Kar pomeni, da ga nekdo ni prepoznal
popolnoma kot, ker on, če si zadnji mandat zasledoval, on škode ni delal, nikakršne škode ni delal. Ne? In očitno to ni dosti, da škode ne delaš, očitno moraš pokazati entuzijazem še za nekaj več. Ne? To, da je, SDS ima itak disciplinirano volilno telo, pri katerem ne rabiš nič drugega kot biti zvest vojak in uspeš. A ne? To se vedno znova pokaže. Ja, pa mislim, da ne. Ja, pa se vidiš, da je bilo pač, ta mehanizem je deloval. Očitno je deloval. Ne? Vso škodo, ki so si jo povzročili za povezovanje z Orbanom, ni bila vidna. Ne? Je bila vidna, ne? Ker recimo, ne vem, zaveden Prekmurec take stranke ne bi mogel voliti, pa nisem prepričan, da je ni. Ne? Marsikdo. Ne? Se pravi, mehanizem deluje. Samodejno. Ne? SLS mislim, da je naredila uspešno fuzijo in si pridobila mandat, ki ga sicer zanesljivo ne bi imela. Se pravi, Bogovič ponavlja mandat, ja. To je bila zanesljivo modra Janševa politična poteza in Podobnikova. Ne? To se pravi, imata toliko kilometrine in imata toliko enega občutka za politiko, da vesta, kdaj je v kakšnem trenutku. Ja, oba dva sta bila že leta 90 na političnem parketu. Ne? No, in na tej strani, recimo, če vzamemo zdaj, dobro, Šoltes je imel ta refleks, da je vedel, da se mora z nekom povezati, da bi uspel. Ko je Ivo Vajgl izpadel iz igre, a ne, je on uskočil. Samo po sebi je bila to pametna poteza, ampak programsko raznorodna in ljudje so to očitno ocenili za ne načelno ali nekonsistentno ali neperspektivno ali pa za samozaščitno, ne pa za programsko v smislu, da bo zelena misel za to, kaj pridobila ali pa da bi upokojenci kaj pridobili, ker upokojenci itak vejo, da se njihova politika dela v državi, ne v Evropski uniji. Zaenkrat. Lahko bi seveda šli na korak naprej in rekli, da je treba pokojninsko politiko v Evropski uniji uskladiti, ampak tako daleč nihče ne razmišlja, to sem popolnoma prepričan. Jaz mislim, da največjo napako je naredil LMŠ, ne, zato ker je dejansko delal nestrateško, delal je iz pozicije lastne moči, ki je bila dosti visoka in je na ta način pač, ampak Slovenija zdaj v celoti, kot rečeno, ni velik igralec v Evropskem parlamentu, ne. Se ti zdi, da bo postala zaradi nabora osebnosti, ki jih pošiljamo v Bruselj, večji igralec ali manjši igralec? Enak, to je nikakršen. Zato, ker Slovenci nimamo politikov v Evropskem parlamentu, ki bi bili prepoznani kot velike politične osebnosti ali pa kot osebnosti, ki bi lahko dajale intonacijo, in to ne gre za velikostjo države, ampak za velikostjo misli in pameti. Tega mi nimamo, žal ne. In v tej konstelaciji mislim, da niti enega. Iz zgodbe se Lojze Peterle poslavlja, ne, ki je ja, tokrat mu ni uspelo, orglice so tokrat utihnile. On je bil dolg časa 3 mandate imel. Ja. Dober, ne, stranka sama ga ni postavila na prvo mesto, je pa res, da je število preferenčnih glasov, ki jih je dobil, relativno nizko tudi pri njemu. Nekaj narobe delal, očitno, ne. Nekaj je narobe počel, kot kaže. Ne? Ja, je pa tako, dober, ne? Človek je v slovenski politiki od leta 1990, ne? 71 let ima in je očitno volilno telo presodilo, da je čas, da postane politični veteran. Ne, poglej, ljudje so, mislim, da ko so se odločali, tisti, ki so pač verniki, beton, ne, bodo pač glasovali pač po preferencah, ampak tisti, ki so pa razmišljali, so se pa verjetno zavedali te neverjetne napake, ki se ji reče naklonjenost Orbanovi politiki, ki posredno zelo, zelo ogroža slovenski nacionalni prostor. Zelo ga ogroža. Ne. In na drugi strani bi nekdo moral zajemati te glasove, ki so pa v toliko kritični, razmišljujoči, da je treba dati pa neko ponudbo. Ne? In recimo zelo se je nihalo med oddati glas Angeliki Mlinar ali pa Šoltesu, ne? In to pomeni, to je bilo dvojno ubijanje glasov. Ne? Če bi to povezali v eno zgodbo, ne? Bi se ti glasovi sešteli, ne? Bi lista pridobila recimo, ne? Če bi bila skupna lista, tako so se ti glasovi ubili. Levica je naredila pa epski preskok od nekdanje, dali smo ji priložnost. Ne?
zdaj bo ogromno ljudi odtegnilo priložnost na podlagi nekih slabih izkušenj ali pa na podlagi nekih obnašanj ali kakorkoli že. Skratka, levica je v tem primeru, levica govorim, desno, levo od sredine, pa ta liberalna zgodba je zgodba o nerodnostih, a ne, medtem ko desnica je zgodba o uspehu, definitivno ne. Govoriva zdaj čisto taktično gledano, ne. Vse skupaj pa za mene osebno dodane vrednosti ne vidim. Dobro, hvala za tokrat, sredo naprej.